Strele so eden izmed učinkov električnega kroga. Umestimo jih lahko med svetlobne učinke električnega kroga, poznamo pa še toplotne, kemijske in magnetne. Bi lahko strele izkoriščali z vezavo na obstoječe električno omrežje? Odgovor na to vprašanje bomo iskali v značilnostih električnega kroga. Električni krog ali tokokrog je sistem, ki omogoča pretok električne energije. Sestavljen je iz izvora energije, naprimer baterije ali generatorja, obremenitve, ki porabi energijo, prevodnih povezav, ki omogočajo tok električnega toka, običajno v obliki žic, ter stikala za vklop ali izklop. Električni tok je usmerjeno gibanje električnih nabojev skozi prevodnik. Običajno se tok nanaša na gibanje elektronov v kovinskih prevodnikih ali ionsko gibanje v elektrolitih. Za delovanje električnega kroga je potrebna zaprta pot ali krog, skozi katerega lahko teče električni tok. Ko je ta krog prekinjen, električni tok ne more teči, kar pomeni, da obremenitve ne morejo uporabljati energije. Enota za merjenje električnega toka je amper. Smer toka je po dogovoru nasprotna smeri gibanja elektronov od plusa k minusu. Da bi lahko uporabljali elektriko, ki se generira ob nevihtah, bi morali imeti infrastrukturo, ki bi v zelo kratkem času sprejela zelo velike količine energije. Porabniki električne energije morajo dobiti dovolj napetosti za želen učinek, naprimer osvetlitev ali segrevanje, vendar ne tako velike, da se prevodnik stopi. Električno omrežje, na katerega so priključene gospodinjske naprave, naprimer deluje z napetostjo 220 V. Še večji problem predstavlja nepredvidljivost strel, saj ne vemo, koliko energije se bo v posamezni streli sprostilo, niti kako usmeriti strelo tako, da bo udarila točno tam, kjer si to želimo. Ker ni infrastrukture, ki bi lahko sprejela in shranila energijo, strele niso stalni viri energije. V električnih krogih se zanašamo na vire napetosti, ki omogočajo dolgotrajno napetost. Vir napetosti potiska elektrone z enega priključka pola na drugega. Pol s presežkom elektronov je negativen, pol s primanjkljajem elektronov pa pozitiven. Med njima je električna napetost, ki jo merimo v voltih. Napetost med dvema točkama pa je 1 volt. Kadar električna sila med točkama prenese naboj 1 ampera in pri tem upravi za 1 joule dela. Prost, nabiti delec se v električnem polju giblje, ker nanj deluje električna sila. Pri tem električna sila opravi delo, kar zapišemo na sledeči način. Opravljeno delo je enako električni sili pomnoženi z višinsko razliko. Enačbo običajno opišemo na naslednji način. Ker je opravljeno delo enako električni napetosti za prosto nabiti delec. Električna napetost je razmerje opravljenega dela in naboja prosto nabitega delca. Galvanski člen je vir stalne napetosti, če zanemarimo notranji upor. Galvanski člen deluje tako, da pretvarja kemično energijo v električno energijo. Galvanske celice so običajno v mnogih baterijah, kot naprimer v alkalnih baterijah. Galvanski člen je sestavljen iz 2 različnih kovinskih elektrod, potopljenih v elektrolitsko raztopino. Ko je galvanski člen povezan v električni tokokrog, se na eni elektrodi zgodi oksidacija, sproščanje elektronov, na drugi pa redukcija, sprejem elektronov, kar ustvarja električni tok. Kadar galvanski člen opravlja električno delo, se zmanjšuje njegova notranja kemijska reakcijska energija. Spomnimo, da viri napetosti ne vsebujejo zaloge nosilcev naboja, temveč naboj le poganjajo. Vodniki ali materiali, ki omogočajo prenos električnega toka, vsebujejo veliko število prostih nabojev, običajno elektronov, ki se lahko premikajo in s tem prenašajo električno energijo. Vodniki imajo torej nizko električno opornost in visoko prevodnost. Baker, srebro, zlato ali aluminij so nekateri primeri vodnikov, tudi voda pa lahko deluje kot vodnik, če vsebuje soli ali druge ione. Saj nekaj gibljivih delcev naboja vsebujejo tudi porabniki, saj drugače ne bi bilo možno vzpostaviti toka. Vir napetosti tako le poganja naboj, ki ga na eni strani vzame in na drugi doda. Izračunajmo, koliko električnega dela opravi vir napetosti med 15-minutnim telefonskim pogovorom in s kolikšno močjo opravi to delo. Zanima nas, kolikšen naboj steče skozi mobilni telefon, če napetost baterije 4,2 V poganja tok 240 mA. Uporabimo enačbo, kjer je naboj v kolumbih, tok v amperih in čas v sekundah. Napetost baterije ne vpliva na količino naboja, ki steče skozi telefon, zato jo v tem primeru ni potrebno upoštevati. Pretvorimo vrednosti, ki jih imamo.
240 mA je 0,24 A in 15 minut je 900 sekund. Sedaj lahko izračunamo naboj in dobimo 216 kolumbov. Da bi izračunali električno delo, uporabimo enačbo. Rezultat, ki ga dobimo, je 907,2 džulov. Izračunati moramo še moč, ki je definirana kot delo opravljeno na enoto časa. Rezultat, ki ga dobimo, je 1,008 vata. Na fakulteti za strojništvo se ukvarjamo z delovanjem proizvodnih sistemov, ki jih lahko razumemo na podoben način kot delovanje električnega tokokroga. V obeh sistemih poteka pretok. V električnem tokokrogu je to električna energija, v proizvodnih procesih so to informacije in materialni tok. Oba sistema se odvijata skladno z določenimi pravili preko natančno urejenih in dimenzioniranih komponent ali procesov. Učinkovitost obeh sistemov je odvisna od optimizacije in usklajenosti med temi komponentami. V laboratoriju za mehatroniko, proizvodne sisteme in avtomatizacijo smo optimirali proizvodne sisteme v številnih slovenskih podjetjih. Optimirali smo tako delovne procese, izboljšali avtomatizacijo in digitalizacijo ter prispevali k izboljšanju in sledenju kakovosti izdelkov. S tem smo podjetjem pomagali postati bolj konkurenčni in agilni v dinamičnih tržnih razmerah.